Živijo, en lep dober večer, Tanja Skaza z vami v četrtek 2020 v oddaji Vse se da, oziroma Facebook Live Vse se da, to meni, kjer vam resno želim pokazati, da v življenju čisto vse lahko uresničite, vse tisto, kar si sami zadate. Kako ste? Ste v redu? Vam je fajn, ker je ta retrogradni Merkur? Vam je všeč, ker je toplo? Kako ga sprejemate, kako se vam življenje obrača oziroma kako napredujete? Danes imamo čudovito temo, kdo sem in zakaj sem tukaj. To meni danes se bomo dotaknili malce naših izzivov, kako gremo skozi te izzive, ali jih vidimo, da imamo vsi izzive, da nima samo ena oseba, pa druga nič od tega nima. In najprej, kaj bi vprašala, ker ne vem, koliko vas je z mano, koliko vas ni. Kje imate izzive? Kje čutite, da imate izzive, zato me spremljate? A je to na osebnem področju, ali je to na poslovnem področju, ali je to na partnerskem področju? Če mi majčke napišete, zato da znam oceniti, v kateri fazi ste. To je osebno področje, lahko delimo na osebno področje, na partnersko področje ali pa potem na poslovno področje. Zelo vesela bom vašega odziva, zaradi tega, ker bom potem tudi lažje se dotaknila kakšne teme bolj podrobno. Zdaj pa me res zanima, zakaj me gledate? Kaj je tisto, kar me spremljate, kje ste mogoče delali na sebi, kako osebnostno rastete, ker tisti, ki gledate moje video, dejansko ste imeli neki izziv in ta izziv vzeli kot priložnost za rast in ko ste nekaj začeli, neko orodje, ki vam je pomagalo, ste začeli izvajati, karkoli je pač to, ali afirmacije, ali karkoli, se vam je naredila sprememba v življenju. In samo tisti me spremljate, tisti, ki ste, evo super, sem vesela, to pomeni partnerski odnosi, to moja Antonela, hvala Antonela. To, kateri je odnos, zato da bom znala pravilno razvrstiti, da vidim, zakaj me sploh spremljate. Bom vesela vašega komentarja. Veste pa, če se spomnite moje afirmacije, tako sem danes 3 afirmacije, na teh 4 afirmacijah bom danes moj video bom ta moj video usmerila. Prvi video, kateri je popolna sem v svoji nepopolnosti. Danes se bomo pogovarjali, da nikoli ne moremo biti idealni, lahko smo idealni in se sprejmemo taki, kot smo, da lahko postanemo še boljši, živoljivi. Drugo, kar se bomo pogovarjali, da vse lahko naredimo, nadzor pa imamo samo nad našimi željami in nad našimi idejami, vse ostalo pa poskrbi vesolje. Resnično vse poskrbi vesolje. Tudi povedala vam bom, danes se bom konkretno dotaknila en izzivga. Potem, dokler ne dovolite vedeti najprej sebi, da ste tukaj z nekim razlogom, potem tudi ne morete dovoliti svetu, da vejo, da ste tukaj z nekim razlogom. To je bilo ful lepo, kar mi je ena zdaj na obredu rekla. Najprej moram dovoliti sebi, da se zavedam, kdo sem in da sem tukaj z razlogom, šele potem svetu in se strinjam. Ok, vidim, da eni ste mi napisali, eni me niste, pa bom vesela vmes, če mi boste napisali, tako da bom znala tudi potem za naprej vedeti, kam se vam naj posvetim, ali bolj na osebno področje, ali na partnersko področje, ali pa na poslovno področje. Ponavadi je tako, ko na enem področju imamo izzive, potem to področje prenesemo naprej. Lahko se nam pa zgodi, da smo v poslu fantastične, odlične, ampak vseeno še nismo za to srečne. Tako da, uspeh pa sreča sta 2 pojma. Danes sem prvo rekla, zdaj mi je sin rekel, ko sem prišla domov, mami, lačen sem, pa sem rekla, danes bo mami hitra, ker vam bom poskušala z enimi kratkimi stavki, osebno in poslovno, hvala, z kratkimi stavki povedati, vam pokazati, da tudi jaz sem človek, da tudi jaz sem ta popolna v svoji nepopolnosti, delila bom svojo izkušnjo, zakaj sem danes želela odpreti temu, kdo sem in zakaj sem tukaj. In da mogoče tudi vi sami vidite,
da dokler ne boste začeli delati na sebi, res globoko pogledali v svoja globoka tista čustva, ki ste jih zaprli, odprli ta čustva, ne boste naredili nekih ekstra premikov. Jaz se res opravičujem, ker tako rečem, ne boste naredili ekstra premikov, ampak se boste skozi ciklali. Naj povem, da ljudje, kateri pridejo k meni, ali je to na akademijo, ali na delavnico, ali na coaching, ali na obrede, dejansko je to najtežje zaradi tega, ker oni odkrivajo svoja globoka čustva, tista čustva, ki so jih zamrli, ki so jih potlačili in jih ne želijo odpreti. In potem, ko so z mano, je pač morajo. Jaz jih vidim v različnih oblikah. Vidim jih nasmejane, vidim jih ranljive, vidim jih jezne, vidim jih žalostne, vidim jih, ne vem, vse opcije. To pomeni čisto vse opcije in se zavedam, da to, kar počnem, je na nek način naporno, tako naporno zame kot za njih, ampak po drugi strani, ko pa vidim, ko pa grejo skozi ta preboj, kdorkoli, pa jaz sem nagrajena in so tudi one, te osebe, nagrajene. Ok, kdo sem? Sem Tanja, ki sem nekaj v življenju naredila, da sem se počutila dovolj močno, uspešno, da lahko to pot peljem naprej. Zakaj je vesolje zbralo mene, da grem po tej poti in da pomagam ljudem, da resnično, ne pomagam, opolnomočim ljudi, da spoznajo v globino sebe, da spoznajo, koliko zmorejo, ampak dokler ne pogledajo svoje teme, ne morejo ugotoviti, koliko zmorejo, ne morejo sploh vedeti, kje so, kvečemu samo se vrtijo okoli tega kroga. In zdaj vam bom pokazala, kako sem se tudi vmes jaz malce zgubila. Evo, ful lepo mi je tudi Nika napisala, tako da bom vesela vseh vaših komentarjev in bom jih potem razporedila, ker bo ta tema potem razdeljena 3 tedne na te 3 teme, da bom potem se dotaknila. Ampak najprej bom delila svojo izkušnjo. V petek sem bila na obredu Ayahuasca. Na Ayahuasci, to je, ne štejem jih več, in včasih, ko me kdo vpraša, na koliko si že bila, jaz rečem več kot 30. A je v redu ta številka, v 3 letih več kot 30, ampak tokrat me je pa, jaz temu rečem, res ušlatala. Ušlatala na način, da me je malo skroftala, da mi je malo dala jasno zavedati, kdo je, da mi je dala malo zavedati, kje sem, kdo sem in zakaj sem tukaj. Tako, ni bilo enostavno, kvečemu imam, to je moja najlepša rastlina, najraje imam tako, jaz mislim, da smo midve povezani za vekomaj, ampak mi je tu dala zavedati, bodi to, kdor si. Dala mi je prav to, kar učim, kar poskušam ljudem pokazati, skozi katere stvari sem šla, da me je na tak način ušlatala. Pa bom delila moj izziv. Že od samega, ko sem šla na obred, to pomeni največkrat, kaj se zgodijo stvari, ljudje, kateri hodijo k meni. In jaz sem prepričana, da ste tudi vi med njimi. Zelo radi dajete druge na prvo mesto in sebe mogoče malce pozabite in drugim date priložnost, da oni pridejo do izraza. Vse boste naredili, da boste osrečili njih, da boste njim pokazali, koliko so vredni. In s tem, ko vi pokažete njim, pol ocenjujete, da to normalno tudi ljudje vidijo ali pa da se boste vi s tem nahranili. Zdaj, če dobite hvaležnost, lahko to nekomu pomeni, če pa je zelo močna bolečina, potem je pa to premalo, potem pa pričakujete, da vas nekdo hvali in tudi to ni dovolj. To pomeni, dokler se ne postavi človek na prvo mesto, nikoli ne bo dobil dovolj vrednosti, da bo lahko rekel, aha, res sem vreden in res nekaj veljam. In tako je bilo tudi pri meni. To pomeni, odločila sem se, da grem na obred in na obredu je že prihajalo do tega, da nekdo bi, pa tam ne bi in sem na to privolila. To pomeni, da sem se odločila, da bom resnično, kljub temu, da sem kapetan svoje barke, dovolila ljudem, da naj oni pač naredijo tako, da bo najbolje. Tako, kot oni mislijo, da bo prav. Jaz srčno upam, da me boste danes razumeli. Da boste danes razumeli, kako so moje vajeti ušle in koliko je ta moja nestabilnost porušila in me je malo natepla, ampak sem tako hvaležna temu vesolju, zato ker mi je dala izredno dobrih informacij, sporočil, ki sem jih ozavestila v tem tednu, pa ne samo v tem tednu, na splošno, da vem, kako naprej, kako ne prejveš do tega. Prva moja
prvi moj nasvet, prva moja izkušnja za vse vas, kaj bi vam želela povedati. Če ste voditelji, če ste vodje, ste vi kapetan na vaši barki. In na tej vaši barki ste vi tisti, ko rečete, kako bo, kaj se bo počelo in se tega držite. Ni plusov, minusov, lahko slišite komentarje, lahko jih poslušate, lahko poslušate želje, vendar poskušate, če ste vi ustvarili neko, če ste vi določili neka pravila, teh pravil se ta ekipa drži. Zaradi tega, ker tej ekipi dajete s tem varnost. Tako da, dragi voditelji, zavedajte se, da kapetan ni tisti, ko je vse dobro. Kapetan je tisti, ko je, naprimer, valovi so v morju in on prav in njegova naloga je, da varno pripelje ljudi do cilja. Okay? To je moj prvi nasvet. Voditelji, vi ste vedno voditelji in ste vedno kapetan. Lahko soustvarjate skupaj zgodbo, vendar, ko pa vi vodite nekaj, je pa prav, da se zavedate, da ste kapetan. V primeru, da niste, mene je zdaj ušlatala Aja, pa me je skloftala, vas bo nekaj drugega in bo to neka preizkušnja. Lahko boste dobili eno stranko, ko ne bo primerna, tako, ko bi vam želela povedati, ampak dajmo, da bom kratka, pa da bom 3 močne stvari povedala. Iz tega sem se naučila, da je moje globoko čustvo še nekje močno zasidrano, kar sem mislila, da sem ga pozdravila, da sem to uredila, da je še močno čustvo, da bi želela ugajati. Okolice, poglejte me, koliko sem vredna, poglejte me, to meni moj vzorec nesprejetosti se je odprl, želim biti sprejeta in če bom ugodila, bom sprejeta. Ok, zelo hitro sem ozavestila, krasno, super, kaj še potrebuješ in tako naprej. Voditelji, vedno ste prvi. Druga zadeva, katera je izredno pomembna. Kje začeti? Kako narediti, da boste razumeli, koliko je to? Ko imate neko pravilo, vi postavite pravilo, jaz ga bom delila iz mojega obreda. Če rečem, to pomeni, jaz sem že 18 let, več kot 20 let v gospodarstvu in se najprej zavedam in jaz sem prepričana, da vsi tisti, ki ste v gospodarstvu, pa ne sem, da ste v gospodarstvu, tudi če delate, če ste v službi, veste, da je predpriprava 90% že skoraj končanega dela. To smo se že učili v šoli, najprej smo se učili, da smo lahko pol šli na izpit. Nismo šli na izpit, pa se pol učili, ampak smo najprej imeli predpripravo, da razumemo to, da lahko gremo na izpit. To meni predpriprava je res pomembna. In če vi določite, kaj je tisto, kako naj se ljudje česa držijo, spet smo pri kapetanu, ampak je to tudi, je pomembno, da to ljudje spoštujejo. Na mojem obredu je bilo tako, da so mogoče tudi nekateri izmed mojih krasnih sester in bratov se vmes izmišljevali, pa bi to namero, pa ne bi to namero, pa mogoče pa ni tata prav, pa ne, pa gor dol, pa namera ni nič od nič, pa gor dol sem tja. In jaz sem že takrat vedela, to ne bo dobro, no good. Ampak nisem ustavila, vse v redu je, se pa se lahko določi kakšna druga namera. Ok, spet me je ušlatala, tako me je nažgala, do spredi in do zadnji mi dala vetra, namera je nekaj najbolj pomembnega in moje sporočilo za vas je. Ko se odločate, karkoli v življenju narediti, ne vem, boste šli rihtati stanovanje, osebno, rihtate stanovanje, določite cilj, jasen cilj. Do takrat pa do takrat bo urejeno naše stanovanje, zrenovirali ga bomo na tak in tak način. V službi takrat pa takrat bomo postavili orodjarno, ki bo stala tukaj. Ne bi šlo, ni šlo s to izgovorom gor dol, ker nič ne bo. Znižam vam vrednost, pa ušlatala, mislim, vas ne bo, mene ušlatala ajvaska, vam bo pa preletela taka preizkušnja, ko si misliti ne morete. To pomeni, namera je enako kot cilj. Če je moja naloga, oziroma ne moja naloga, če to pomeni, ko peljem skupino in rečem, namera je pomembna, namero ponavljamo 14 dni in če namere ne ponavljamo, pričakujem, da bo cela skupina tudi nekaj imela od tega. In če jaz temu
ne znam pravilno in samozavestno, odločno, spoštljivo povedati, da je to pomembno, potem je to težko, ker bom tudi jaz dobila bumerang. Ok, drugi nasvet, koliko je ura? Da jih ne bo preveč. Kaj sem tukaj dobila? Kateri vzorec, katero čustvo je prišlo? To pomeni, ko mi nekdo je rekel, ja, jaz mislim, da to namera, brez veze, to ni nič. Sama se pa zavedam, da je namera ena izmed najbolj pomembnih, resno, ena izmed najbolj pomembnih stvari, ko človek gre na obred. Za mene je to sveto, skozi vsa ta šolanja, rečemo tudi šamanskih obredov, sem tudi spoznala, kaj namera lahko počne, koliko ti lahko odpira vrata, koliko ti lahko zapira, če ni ta prava namera. Katero moje čustvo se je prebudilo, jaz zdaj vem, zato ker jaz delam s čustvi, tako kot sem ti rekla, tako kot sem vam povedala, najtežje je delati z ljudmi, ker odpiraš čustva. Če želiš priti do pristne osebe, je prav, da jo spoznaš. Žalostno, razočarano, ranljivo, jezno, zasovraženo, vse možne scenarije, nasmejano, najbolj veselo, najbolj navdihujočo, cel scenarij. In to pač oseba si mora dovoliti. In ko si oseba to dovoli, jaz to tako poznam, saj sem šla skozi mojo zgodbo. In vem, pomeni celo paleto je treba spoznati. V tej zgodbi, ko sem dovolila, da nekdo reče, ok, to je brez veze, to je za nič, sem dotaknila mojega vzorca. Manj vrednosti. Ni dovolj dobro, da bi nekomu pomagalo. In oh my god, ne da me je skloftalo. Orant mi je povedalo, da spoštuj to, kar počneš in s tem, kar ti verjameš, in če imaš nekoga, stojiš odločno in stoji za tem. A me boste razumeli? Jaz mislim, da me boste, če pa ne pa. Saj razumete me toliko, koliko želite, se bom to potem iz te zgodbe potegnala ven. Ta tretje pravilo, ki se mi zdi, ali pa en nasvet, moja izkušnja, katera je bila vmes, ni potrebno vsem ljudem pomagati. Vsi tisti, ki skupaj z mano sodelujete, ki ste moje stranke, moje sestre, moje bratje, to sem se tudi naučila na poslu. In potem, ko sem prišla v inštitut, sem rekla, oh my god, pa se lahko mogoče pa jasno določite vašo ciljno stranko, vašo avatarko, vašega avatarja. Če se spomnite, lahko greste moje videe za nazaj pogledati. To ni nekaj, da boste naredili v 1 uri. Avatar se dela nekaj dni, dela se, ko ste veseli, dela se, ko ste malce žalostni. Zaradi tega, ker avatar je stranka, točno taka, kot ste bili vi, in vse to, kar ste vi pozdravili, taki stranki lahko pomagate. Ne morete pomagati stranki, če ni jim podobna vam, ampak resnično samo pomagate lahko strankam, skozi katero bolečino ste šli, ali skozi kakšno izkušnjo ste šli, tisti stranki lahko pomagate. In tokrat sem tako čutila, pa ne vem, če zmorem, mogoče pri kakšni določeni stranki, ne vem, a bi ali ne bi, in sem začela nihati. To pomeni, nisem bila več v stabilnosti, to se pri vas lahko dogaja, da se odločite za kako stranko, da vzamete, ali pa se odločite za kakega zaposlenega. Takoj, ko začutite gut feeling, ko vam vaša intuicija navznotraj govori, lepo prosim, da znate poslušati. In če čutite ne tega narediti, če čutite ja, vzamite. In to vesolje me je tudi zaščitilo, ker bi lahko bilo še mogoče. Ne rabimo vsako stranko vzeti tisto, ki mislimo, da bomo s tem pomagali vsem in da bomo rešili cel svet. Ne morete rešiti cel svet. In dajte si to za živo glavo tudi sami priznati. Ok, katero moje čustvo se je tukaj noter poznalo? Tako mi radi pišejo v četrtek 2020. Zelo radi mi pišejo v četrtek 2020. Katero čustvo moje se je pojavilo? Bi mogoče kdo vedel. Katero moje globoko čustvo se je pojavilo? Pomanjkanje ljubezni. To meni res globoko nekje bilo, ko bom pa če bom pa ta izziv rešila,
bom pa toliko nagrajena, me bo pa Bog toliko nagradil vesolje. Ne bo te vesolje nagradilo, zaradi tega, ker si tek in tek šel čez tisto, kar ti nisi želel. Ko se odločamo, zakaj ste tukaj? Tukaj ste, da služite ljudstvu. Tukaj ste, da karkoli počnete, da širite to, v čem ste vi dobri, da širite naprej. Ampak vedite, kdaj ste nagrajeni. Naprimer, kdaj sem jaz nagrajena? Jaz sem nagrajena, ko ena izmed mojih sester, bratov, ki so bili z menoj, to svoje znanje, to svoj vzgled, to, kar so dobili, prenesejo naprej na drugo osebo. Jaz sem šele takrat nagrajena. Ne takrat, ko ta oseba je z menoj in nekaj oddela. Ne. To še ni dovolj. To meni, jaz sem takrat naredila prvi korak. Takrat, ko ta oseba deli to naprej z nekom drugim. To meni, zato smo tukaj. Da služite ljudstvo in da veste, da obstaja samo en Bog na tem planetu. Samo en Bog. Ampak vse to se mi že na eni aji dobi, ne na eni, na 100 ajah. Da ne smemo biti bogovi, da ni božanstvo. Da božanstvo je eno samo. Mi smo pa tukaj izbrani, da služimo in da uresničujemo svoje poslanstvo. In moje poslanstvo je, da pomagam ljudem, da spoznajo, da so boljše osebe. Ampak do te poti, da spoznajo, da so boljše osebe, je pa prav, da se zavedajo, da mi sledijo na način, da upoštevajo moja pravila. In tisti, ki ne upošteva moja pravila, pomeni, da še ni pripravljen za tako preizkušnjo, da želi postati boljša oseba. In moje sporočilo za vas je, kdo ste? Najprej, da najdete na tem planetu, kdo ste, v resnici kdo ste. Jaz sem to našla, ampak vmes sem se malce zgubila in mi je ayahuasca zelo dobro pokazala. Upoštevaj svoja pravila, veš, kdo si, veš, zakaj to počneš in kaj želiš s tem, ne vem, koga želiš osrečiti, komu želiš pomagati, zakaj to počneš. Resnično počnem. Tako se mi zdi, da si srčno želim, da so srečni delodajalci, ker vem, da bodo to srečo prenesli na svoje zaposlene. Tako močno si želim, da ženska spozna, da je vsa moč v njej, da je ona center ljubezni in da bo ona, ko bo to ljubezen imela v sebi, dala naprej otrokom in s tem tudi spoštovala partnerja in temu partnerju dala krila, da bo lahko pokazal, da je varen. Tako močno si želim, da naša skaza spozna, da je vredna in da je lastna blagovna znamka. Mogoče ena izmed najbolj vodilnih stvari, da bo to skazo pripeljalo do imperija. Zato ne morem več delati pavšalnega dela. In zato ni križarke. Zato je poglobljen treatment. Zaradi tega, ker res želim, da se vsak odpre konkretno svoj izziv. Konkretno reče, strah me je povedati svoje mnenje. Strah me je poiskati novo službo. Strah mi je priznati, da sem, ne vem, da tega ne znam. Sram in strah in krivde in vse to, dokler človek to ne izusti. Včeraj mi je noro, sem presrečna, ker mi je ena stranka tako gladko in mislim tako iskreno povedala, Tanja, čutim, da sem ljubosumen, pa ne želim biti. Kaj lahko naredim, da do tega ne pride? Ampak iskreno, kar pomeni, da je odprl svojo bolečino in da bomo znali priti do izvora. Dokler pa kar tako malo pavšalno gor, ne moramo priti, moramo iti v globine. In kaj sem želela s tem mojim videom vam sporočiti? Ne morete vse osrečiti. Ni šans, da se osrečite. Ne morajo vas imeti vsi na tem planetu radi. Ne morajo. Lahko pa delate na sebi. Lahko pa delate na sebi, da veste, kje ste vi dobri. Lahko delate, kje ste vredni. Lahko se zavedate, da to, kar počnete, in če se odločite biti na samostojni poti, karkoli ali pa voditelj, da se zavedate, da ste kapetan.
in da ne morete biti malo tako, ker pa niste neodločni in s tem sem vam jaz pokazala. Ker nisem bila kapetan, nisem prevzela vajeti v svoje roke in nisem bila odločna. In s tem sem zamajala varnost sebi in tudi marsikateremu drugemu v samem obredu. Zato me je to izučilo, res me je izučilo. Mi je bilo pa všeč, da sem tudi pokazala skupini, da sem lahko ranljiva, povedala svojo bolečino, spoznala vse in to je čisto dovoljeno. Dovoljeno je govoriti o tem, dovoljeno je pokazati, da ste lahko popolni v svoji nepopolnosti. Ne rabite biti perfekt, ker ko ste enkrat perfekt, je potem vedno lahko gledamo, kje bo karkoli počlo. Ko pa dovolite ljudem, da vas začutijo, jezni, žalostni, tako kot sem prej rekla, nasmejani, karkoli pač, navdiheni, karkoli, bodo vas pa sprejeli točno takšnega in sem prepričana, da to vesolje vam bo vsakič dalo vedno več in več obilja. Vesela bom vaših komentarjev, ko bom prebrala, kje ste mi napisali, da imate izzive. Se bom prav potem na te izzive osredotočila, delila moje zgodbe. En izziv bom, ta prvega bom delila, moj osebnostni izziv, tisti, kateri boste govorili o osebnosti, kjer bom vam povedala, kako se mi je skoraj zgodilo, da tem, ko mojega moža noro ljubim, da sem, ne zdaj smo srečna tudi, ampak kako sem šla skozi faze ljubosumja, manj vrednosti, zapuščenosti, mislim tako, osamljenosti, ogroženosti, vse te stvari in vam bom pokazala, kako bolj, ko sem delila to z njim, bolj sem bila vesela, bolj sem bila srečna, več ljubezni sem dobila, ampak dejansko sem jo tako i sama sebi dajala. Ko bomo se dotaknili, osebna, ja, da sem partnersko sem govorila. Osebno vam bom predstavila zgodbo, kakšne borbe so se dogajale z mano, ko sem se odločila za inštitut, koliko je bilo to v meni strahu, ko nekdo misli, ja, to je kar tako malo, vse veste, kako eni rečejo, ja, pa dej nehi, pa ne bo ja tako, drugi rečejo pa brez zveze, pa tako naprej. In ta tretja stvar, katero vam bom iskreno povedala, kako spoštujem samostojne podjetnike, glih zato, ker sem večinoma let delala vedno v podjetju in zadnje 2 leti delam kot v inštitutu, kjer je res potrebno zagotoviti stranke, imeti lep PR, marketing, karkoli pačeno in kako se s tem srečaš. Vsa 3 področja se bom dotaknila z mojo osebno izkušnjo, ampak srčno upam, da boste videli, da sem vedno, ko sem se za dan postavila v vlogo žrtve, sem zelo hitro vstala in postala zmagovalka. Tako da to je pa tisto, kar bom želela vam skozi zgodbo povedati. Tisti, ki želite, imam 5-dnevni retreat. 5-dnevni retreat, gremo čisto v globino, točno to, kar si želim. To je malce podaljšan obred. Tisti, ki grejo z mano na obred, so 3 dni in potem mogoče manjka implementacija, mogoče en dan manjka tega res uvida v izzive, da res konkretno potegneš pravi izvor ven, kje se res nahaja. Ker veste, včasih močno upaš povedati, to je tako malo bolj poglobljeno, imamo na krasnem resortu na Krku. Ta druga zadeva, katera pa je, drage moje, akademijo sem že odprla, res da jo bom začela oktobra. To je moj program, ki mi ga je vesolje poslalo in to se bom držala, to bom počela. Skozi ženske, drugih žensk se boste učile sprejemati sebe in sprejemati tudi druge, videti, kje so vaši izzivi, da boste lahko bolj uspešni, tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju. Zdaj vam pa želim en krasen večer. Lepo se imejte, jutri naša draga Eva praznuje 40-ko in mi bomo se imeli tudi krasno v ženski družbi, bomo proslavili našo zmago, koliko smo naredili na osebnostni rasti in tudi na poslovni. En lep večer.